Jaz sem svoje prve začetke preživela pri mojih starih starših na Dolenjskem, na kmetiji, kjer sem bila srečna in oni so me imeli tudi radi. In potem se je začela šola in so me starši pripeljali v Ljubljano. In v tistem času je bilo tako, da je bila moja mama veliko v bolnici in oče je delal cele dneve. In jaz sem bila pri sosedih in iz tistega, kar sem bila prej, sem kar naenkrat, enostavno moji starši niso meni znali dati ljubezni, in počutila sem se neljubljeno, osamljeno. In tako sem potem jaz v najstniških letih začela to svojo tesnobo, kako bi rekla, sem si jo zapolnila s hrano. In ko sem bila stara 16 let, še danes se spomnim, da je bilo v času pusta in ko je mama spekla polno skledo krofov, sem jaz vse to naenkrat pojedla. In tako se je začelo, da sem jaz prekomerno uživala hrano. Enostavno je bilo to, ob tem sem začutila eno notranjo zadovoljstvo. In potem sem v kratkem času sem se zredila za 20 kilogramov. Seveda to se je videlo. Moj profesor takrat je tudi poklical mamo v šolo, kaj se z mano dogaja. In starši so mi hoteli pomagati in so me naročili za zdravniško hujšanje, kar je pomenilo enkrat na teden vaganje, tehtanje in seveda tudi navodila prehranjevanja. In to je bil zame še dodatno, kako bi rekla, dodatno breme, stiska, ker, kakor sem rekla, starši so bili do mene neprijazni. Bolj je bil oče, ki je velikokrat me zmerjal, dajal opazke. In potem, ko sem bila še postavljena, da hodim na tehtanje, mi je bilo to, zdaj pa še tam, a ne. Zdaj pa še tam me bojo ocenjevali in zdaj bojo pa še tam videli, kako jaz ne morem, kako jaz nisem dobra. In ta stiska, a ne, ta stiska in ta sram, ki sem ga imela v sebi, enostavno je prišla potem ta misel, da zbruham. In jaz sem potem to prakticirala. In tako sem potem tudi shujšala, seveda sem mogla to skrivati, a ne, bilo me je tudi sram. In nekako se je potem to skozi moje življenje je šlo to gor in dol, ko bi bila jaz v stiski, kako bi rekla, čustveni, ko sem bila pred situacijami težkimi zame, takrat se je to ponovilo. In ko sem bila stara 40 let, sem se odločila, da jaz tako ne želim več živeti, da jaz moram nekaj narediti. In takoj mi je nasproti prišlo učenja, meditacija in jaz sem to redno vsak dan, na začetku vsak dan 2-krat in šla sem tudi v Indijo, do Sai Babe, šla sem hoditi po Žerjavci, ker jaz enostavno nisem mogla kontrolirati, ker ta potreba po hranjenju, tega ne, to ni bila, jaz sem to želela, ampak to ni šlo. Ta kontrola se ni, nikakor to se ni obneslo in jaz sem to mogla, ne, jaz sem to mogla. In seveda rezultata tega ni bilo, a ne, in tudi zavedala sem se, da koliko mi to otežuje življenje, ko so tvoje misli skozi okoli hrane. Veš, da to ni dobro, ampak skozi ta misel. In potem se je tako zgodilo, da sem jaz leta 2005 prišla na eno informativno predavanje Bruna Greninga, kjer sem slišala ozdravitve, ki so me prevzele in to, da je Bruno tisti, ki enostavno
vzame vse obremenitve, če mu jih mi predamo,